točko. Pravilen rokoborski položaj, oba in jaz nasprotno sparing. Za levo roko pridem njega za zapestje, za desno roko, za nasprotno roko za nadkomorec. In istočasno porivam z levo roko, porivam z desno, odvlečem ob sebi, ko ga odprem, primem za bok, ko ga fiksiram, zelo grem z njim, roke skopčam, da če bi prosil, spuščam delo v bokih, pa ramen. On ko gre za točko, samo boke, stran od njega, stran od njega, pa točko. Iz začetnega položaja prihod za točko, za hrbet, pod roko. To je malenkost druga varianta. Roke so primeš nad komolci, z notranje strani in zdaj istočasno za desno roko povlečem njega dol, za levo roko si ga odprem, dvignem njegov komolec. Pogledajte pravna hrbtenica, njega isti prijem, kak pri zatiki, blokiraš bok blokiraš, skopčaš roke in prihod za točko. Ramba. Torej, obramba v tem trenutku, ko gre s glavo naprej, napad, se jaz odstravim od njega in za svojim telesom pritiskam na njegov vrat oziroma glavo, ga preprimem za kravat. Spustim naprej, pa za točko. Rušenje, torej tehnika za 3 točke, kjer za težo silo svojega telesa nasprotnika dejansko rušiš, spraviš v nevarni položaj. To pomeni, iz začetnega pravilnega položaja se samo spustiš, napad za bok. Glava je na isti strani, kak noge, torej roka ista, noga naprej. In samo malenkost z rameni porivaš, z rokami pa njegove boke k sebi. Kaj se pa tiče obrambe pri rušenju? Je pomembno, da greš z boki v stran od njega, z ramenom, pa z roko, pa mu nadovoliš tesnega prijema. Šulter bočni med za 3 točke. Pri šulteru je pomembno iz pravilnega rokoborskega položaja primeš njegovo roko nad komolec, za svojo roko njegovo močno fiksiraš. In istočasno greš z desno nogo v njegovi desni, oziroma kontra nogi, stopiš med njegove noge in se preko svoje desne noge zarotiraš, levo nogo dodaš sporedno. Primeš, si ga močno naložiš na rame, se spustiš na kolena in med z svojim komolcem proti kolena. Končni prijem. Akcija. Kar se tiče sparinga za boljšo pomoč, za pravilno izvajanje tehnike, je zelo pomembno, ko stopi notri, da malenko se držiš, da ne pade, greš na kolena. Moja naloga je, da isto tako pri rokoborskem padcu roko nastavim, prosto roko nastavim, isto roko, kjer mi drži tesno v njegovem telesu in vrat glavo na stran.
Pri obrambi je pomembno, da za svojo prosto roko odrivam njegove boke, ampak obvezno za boke v stran od sebe in se pomikam v kontrasmer. Če začnemo učiti za kolen, je pač lažje, drugače je to isto bočni met za 3 točke, torej to učimo v 2 fazah. Ta prvi prijem je dejansko podoben na listi, kako pri šuterju, nad komolec potrineš in roko močno fiksiraš. In zdaj istočasno kot za prosto, oziroma desno roko in za ramenom greš za vrat, za glavo, istočasno dviguješ levo nogo in se samo usedeš v končni prijem. Začetni položaj je dejansko isto, kot smo delali v parterju. Fiksiraš na roko, s tem, da se pač vse dogaja više. Za desno nogo stopiš med njegove noge, levo dodaš se strani in se sedeš na bok. Pri obrambi je pomembno, najbolj pomembno, glavo močno nazaj, ne glavo naprej. Glavo nazaj, nogo naprej. Melnica je dejansko podoben met oziroma priprava kot pri šuterju, tudi med za 3 točke. Fiksiraš njegovo roko, s tem, da v trenutku, ko se spuščaš na desno koleno, greš pod njegovo rame, si ga močno na rame naložiš, dodaš levo nogo in met po diagonali. Končno prijem. Obramba je dejansko podobna pri šuterju, s tem normalno, da on stopi se glavo znotraj, ti z svojo roko, prosto roko, primeš za bok, odrivaš in se pomikaš stran od bokov. Podobno, med podoben šuterju, s tem, da je bolj zadeva kompleksna. Isto, fiksiraš njegovo roko, primeš nad komolec, za roko fiksiraš, tu pa zdaj stopiš na mesto med noge v navadnem šuterju, z levo oziroma z isto stranjo stopiš s strani. Istočasno, ko dodaš desno nogo njegovi, greš globoko z roko v most in padaš. Na končni prijem. Obramba od švedskega šuterja je ta, zasučeš roko, zasuk roke na stran od njega. Iz začetnega položaja stopimo podobno kot pri rušenju, s tem, da pri rušenju rušimo oziroma padamo v boke, pri pasu pa malenkost više. Ista roka, ista noga, stopiš naprej, glava je na isti strani. Spuščaš se nazaj, kot da se sedeš na stolec, ko zgubiš ravnotežje, pogled na stran in na most. Končni prijem.